Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novem tretjem polčasu. Tudi tokrat kar precej zanimivega, predvsem pa v ospredju futsal klub Dobovec Pivovarna Kozel, ki se veseli uvrstitve med 16 najboljših ekip v Ligi prvakov. Govorili bomo tudi o odličnem začetku košarkaric Cinkarne Celje in pa še kar nekaj tem bomo predelali, zato ostanite v naši družbi. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je z Vespremom dogovoril za izposojo 30-letnega Williama Akenbraja, levega zunanjega igralca, ki je s Francijo osvojil kar 5 zlatih medalj. No, rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so brez težav dobili 113. savinjsko-šaleški derbi proti Velenjčanom. Pivovari so v Zlatorogu slavili 27 proti 21 ter se s tekmo manj zavihteli na prvo mesto prvenstvene lestvice. Novi trener Celja Pivovarne Laško Tomaš Ocvirk je tudi v državnem prvenstvu odlično opravil prvi preizkus, saj so Celjani več kot zasluženo premagali Velenjčane. Prvi strelec tekme v Zlatorogu je bil z 8 zadetki Branko Vujović, odlično pa je svoje delo opravil tudi vratar Aljaž Pajntar, ki je obranil 11 od 32 strelov gostov. Pričakovali smo tako tekmo. Sami veste, da so derbi zmerom nepredvidljivi. Tudi igralce sem opozarjal, da morajo biti zbrani do konca, da se ne bo odločila tekma v prvem polčasu in da bojo naše minute prišle v drugem polčasu. Tudi na ta način sem poskušal igralce z menjave malo osvežiti in potem v drugem polčasu dodati gas. Derbi kot derbi. Vedeli smo, da se ne bo tekma rešila v prvih 10-15 minutah. Bili smo cel prvi polčas na en gol, lomili smo nasprotniki celo tekmo in na koncu izlomili, na koncu 6 golov razlike. Mislim, da je realna razlika. Še enkrat smo dokazali, da znamo igrati obrambo, prejeli zgolj 21 zadetkov, tako da kapo dol naši obrambi. Ja, zaslužena zmaga Celja, so trenutno bolj kvalitetna ekipa, kot mi. Na to širino so danes zmagali, mislim, da rezultat ni realen, da je tekma bila bolj napeta, kot kaže rezultat na koncu in jaz bom gledal svoje pozitivne stvari, tako da smo pokazali nek karakter, nismo se pustili, da je moglo Celje dati dobro na gas, da nas premaga. Po 113 obračunih večnih tekmecev je razmerje v zmagah 84 proti 22 v korist Celja Pivovarne Laško. Celjani pod vodstvom novega trenerja igrajo kot prerojeni. Jaz sem jim sam v bistvu vlil malo samozavesti. Povedal sem jim, da jaz verjamem v njih, da je bila tekma, da so tekmo s Flensburgom odigrali odlično, ampak jaz vem, da so oni še sposobni, še boljše igrati, še pokazati boljše predstave kot proti Flensburgu. Na ta način sem jih hotel spodbuditi in da si nimajo kaj očitati, če oni dajo na igrišču maksimum, tudi če tekmo ne dobimo, si nimajo kaj očitati. Zdaj Celjani spet misli usmerjajo Ligo prvakov, sledi gostovanje v Segedu. Zelo zanimiva ekipa, spet zelo težek nasprotnik. Igrajo nekako, zato ker je trener Španc, igrajo ta španski sistem z veliko vodenje žog, z igro 2 na 2 s krožnim napadalcem, imajo odlične šuterje daleč. Ja, nevarnosti vse posod. Bili smo že tam pred leti, sam sem že igral tam, vroča dvorana, vroči navijači, težko je igrati v Segedu, ampak mi bomo dali vse od sebe, tako kot smo že dali to in prejšnjo tekmo, odločili smo se, pustili bomo srce in rič vsako tekmo in na koncu videli, kakšen bo rezultat. Več kot odlično bi bilo, da Tomaš Ocvirk na klopi Celja Pivovarne Laško zabeleži še 3. zaporedno zmago. Košarkarice Cinkarne Celje so odlično odprle novo sezono v mednarodni jadranski Vaba ligi. Sinoči so v Kranju s 83 proti 52 premagale ekipo kranjskega Triglava. Letošnja sezona je za celjski klub že 18. v jadranski ligi, no Celjanke pa so le to osvojile v letih 2002 in 2017. Varovanke trenerja Damirja Grgiča so v domačem prvenstvu sprva nanizale 2 visoki zmagi. V obeh tekmah so presegle 100. Tudi na 3. tekmi so bile zasluženo boljše. Na gostovanju v Kranju, ker so odlično začele samo srečanje. Namreč varovanke trenerja Damirja Grgiča so povedle s kar 16 proti 0.
Vse skupaj so na pravo mesto postavili že v prvi četrtini, v nadaljevanju tekme pa nekako le nadzorovali samo srečanje ter ga mirno pripeljali do konca. Dobro, rad bi čestital igralkam na zasluženi zmagi. Pričakovali smo veliko bolj tršo tekmo, pa vendarle mislim, da smo stvari postavili na svoje mesto že v prvi četrtini in v prvem med polčasom vodili z visoko razliko. V drugem polčasu manjši padec koncentracije, pa vendarle razlika je narasla, tako da še enkrat čestitam vsem igralkam. Imamo sedaj čas za sam premor, dan, dva in potem že naprej Slovenska liga in seveda priprava na naslednjo tekmo proti Montani. Kakor kaže na začetku sezone, Celjanke dobro stojijo. Dobro so pripravljene in maksimalno osredotočene na vsako tekmo. Dobro, vidi se, da smo dobro fizično pripravljeni, taktično sigurno imamo še kar nekaj za podelati, pa vendarle lahko rečem, da je v tem trenutku vse na svojem mestu. Jutri bodo Celjanke v domačem prvenstvu gostile ljubljansko Ilirijo. V prihodnjem tednu sledi prva domača tekma v Jadranski ligi, ko bo v Celju gostovala bolgarska Montana. Dobesedno se bo začel peklenski ritem. Ja, prva tekma z Ilirijo, kjer bodo tudi mlajše igralke dobile veliko več priložnosti. Seveda hočemo tekmo odigrati maksimalno zavzeto in pa potem derbi Jadranske lige proti Montani. Pričakujem navijače, da nas pridejo podpreti. Seveda že tudi proti Iliriji. Mislim, da nas čaka res poslastica naslednji teden v Celju. Celjanke bodo v sredo Montano gostile od 18. ure naprej. Slovenske konjice so bile v znamenju 6. konjiškega maratona. Gre za izjemno uspešno prireditev, ki jo je s tekom na različnih dolžinah letos obiskalo 1500 tekačev, kar je tudi zgornja meja, ki jo dovoljujejo organizatorji, če želijo ohraniti začrtan duh dogodka. Konjiški maraton je letos doživel 6. izvedbo, a so organizatorji od leta 2013, ko so pripravili prvega, naredili velik napredek in ustvarili prepoznaven dogodek. Pred 5 leti smo si dali 3 cilje. Prvo, da bo teklo 1500 ljudi, drugo, da seveda se lahko finančno pokrijemo in tretje, da bomo dejansko pustili sled za sabo. To pomeni, da bodo ljudje začutili in začeli migati. Dosežki oziroma stvari smo dosegli glih v nasprotnem obratnem redu. Najprej so ljudje to začutili in približno mesec, 2 meseca, če se zdaj hodili po slovenskih konjicah, se zvečer na naši trasi videli zelo veliko ljudi. In to nam šteje predvsem veliko čas, da smo tisti, ki smo dejansko pognali tudi to energijo v Dravinjski dolini. Impozantno je tudi število tistih, ki sodelujejo pri organizaciji. Najožji orga tim se dejansko sestaja vse leto. V petek imamo že nov sestanek, teh nas je 6, potem je razširjen kolegi, z njimi imamo sestanke enkrat mesečno, nas je približno 30. Na današnji dan je pa vključeno približno 300 ljudi v to organizacijo, seveda pa tukaj niso štejene kulturne stvari, tam je pa približno 200 ljudi še dodatno. Tako da približno 500 ljudi danes tukaj je v organizacijskem pogonu. Konjiški maraton je vse bolj pomemben tudi z gospodarsko-turističnega vidika. V slovenskih konjicah imamo en razpršeni hotel in en mesec je že bil zaseden, prav tako že obholiški hoteli, razen seveda največjega, so bili vsi manjši že zasedeni. Nam je to zelo veselje, to si želimo, zaradi tega tudi to ni samo današnja prireditev, ampak že od petka, ker smo imeli v Vitanju prireditev, včeraj v Zrečah in Konjicah, včeraj zvečer smo tukaj imeli ekipo Klapo iz Biograda, Bonari, delili smo brezplačne ribe, rižoto, tako da, ja, šport, turizem, kultura oziroma zabava, to nas združuje. Konjiških tekov pa se ne udeležuje samo aktivna generacija. Ja, vedno več je tudi starejših, mlajši tako, tudi starejših. Za tega smo tudi že par let nazaj prilagodili, da imamo tudi na 5 km 10 in 21. 42 ne želimo tukaj organizirati, ker menimo, da so 3-4 veliki maratoni v Sloveniji dovolj. Imamo spoštovanje do te discipline oziroma te distance, se pa trudimo, da probamo čim več teh, ki še niso tekli, jih na nek način priključiti zraven. Na ta način, da imamo dodatne programe, glasbene, da je to dejansko spektakel in da dejansko hočejo vsi biti del tega dneva dogodka. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo, ki bo konec tega leta v Franciji, odigrala prijateljski tekmi z reprezentanco Srbije.
No, prvo srečanje v Logatcu so dobile Slovenke, na drugem v celjski dvorani Golovec pa so bile uspešnejše Srbkinje. Pred reprezentančno tekmo so se na tekmi legend predstavile nekdanje reprezentantke, ki so na ta način simbolno se poslovile nekako od dresa z državnim grbom. Tam smo bili tudi mi. V soboto je bil v Golovcu praznik slovenskega rokometa. Dan so začele mlajše selekcije Slovenije z izbirnimi treningi. Z revijalnim srečanjem so nadaljevale legende slovenskega ženskega rokometa, vse skupaj pa se je zaključilo s prijateljskim obračunom ženskih rokometnih reprezentanc Slovenije in Srbije. Na tekmi legend smo videli ekipi mladih in mlajših. Za mlade so med drugim zaigrale Brezovar, Dolgun, Mijatović, Dajčman, Šolaja, Vinčić, Doler in Frešer. Za mlajše pa Gorski, Jeriček, Kikanović, Potočnik, Skutnik, Čečkova, Marinček, Ribežl in Irman. Prve je vodila trojica Bašić, Kavčić in Dobnik, druge pa dvojec Tisel in Bon. V skrajšenem obračunu 2x15 minut so slavile mlajše s 15-9, a rezultat tokrat ni bil pomemben. Oživeli so spomini na rokometne dni. Super spomini. Jaz v življenju sem vse, kar sem si želela doživeti, doživela z rokometom, z temi igralkami. In mi ni žal, mogoče ob rokometu sem dala na stran malo nekatere stvari, ampak mi danes ni žal, da sem jih dala. Dvoboj ni imel nikakršnega tekmovalnega naboja. Zato nas je zanimalo, kakšni so bili zadnji napotki pred začetkom srečanja, o čem je pravzaprav sploh tekla beseda v garderobi tik pred odhodom na igrišče. V bistvu je bilo zelo sproščeno, malo smo nadoknadili to, da se že res par let s temi puncami nismo videli, nabrane smo iz cele Slovenije, tako da je bilo v ospredju predvsem to, da malo nadoknadimo, malo spet navežemo stike, pa veliko smeha. Legende so pokazale zavedljivo raven telesne pripravljenosti in rokometnega znanja. Mislim, da nas vrhunski šport je naučil tega, da skrbimo za sebe in se je to poznalo tudi danes. No, punce vse izgledajo skoraj tako, kot so bile v svojih najboljših letih, časih. Tako da rokomet nam je vsem dal veliko. Rokometna zveza Slovenije je s tem srečanjem na lep in primeren način počastila vse generacije slovenskih reprezentantk ter se jim zahvalila za njihovo sodelovanje in igre v dresu z državnim grbom. Super, mislim, da so se res potrudili in mislim, da smo vse punce hvaležne za to, da so nam dali v bistvu še zadnjo priložnost, da se poslovimo od rokometnih igrišč, da se poslovimo drugo od druge v smislu rokometašic, prijateljcev pa tako ostale. Dan se je končal s članskim prijateljskim obračunom Slovenije in Srbije. V sredo so bila v Kočevju s 34-31 boljša naša dekleta, tokrat pa so bile s 35-27 boljše sestre iz nekdaj Bratske republike. Tudi tukaj rezultat ni bil pomemben. Vendarle je bilo najpomembnejše to, da je naš selektor Uroš Bregar videl dobre stvari in tiste, ki jih bomo do začetka Evropskega prvenstva v Franciji konec leta imeli čas popraviti. Prav gotovo pa so se kljub porazu dvojcu z dežele na tokratnem reprezentančnem zboru izpolnile otroške sanje. Jasmina, 4 gole si spravila sicer v srbsko mrežo v Kočevju, toda tale današnji bo verjetno vendarle nekaj posebnega pred domačim občinstvom. Je tako, vedno je lepo zadeti, še posebej pred domačim občinstvom v naši dvorani Golovec, pred domačim navijačem, kar ti da še neko dodatno motivacijo, podporo. Ela, prvih trenutkov na domačem parketu z dežele sicer nisi dočakala, toda vendarle bo tale dan verjetno nekaj posebnega zate. Kako je bilo sedeti ob robu igrišča na domačem dvorišču oblečen v dres svoje domovine? Ja, res je, vsaka reprezentančna akcija je dogodek zase in ta v Celju se mi zdi, da je res fantastičen in mi bo zavedno ostal v spominu. Takole pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. Govorili bomo o futsalu in pa o ekipi Dobovec Pivovarna Kozel. Namreč veselijo se v njihovem taboru uvrstitve med 16 najboljših ekip v Ligi prvakov. Resnično super uspeh in vse skupaj bomo pokomentirali kar z akteri. Namreč v studiu pozdravljam trenerja Kujtim Morina. Dobrodošli v našem studiu, verjetno prvič.
Hvala vam lijepo, evo pozdravljam vas i vaše gledatelje. In pa Klemen Duščak, igralec Dobovca, tudi vi prvič pri nas? Tudi prvič. Gremo kar k vtisom. 2 tekmi sta že za vami v Podčetrtku in kar je najbolj pomembno, 2 zmagi, ki pomenita uvrstitev med 16 najboljših ekip. Kujtim, kakšni so tisti prvi občutki, glede na to, da ste sinoči še veselili se? Pa gledajte, smatram da smo općenito da smo igrali taj main round futsal Ligi prvaka. Mislim da je to jedno vrlo zahtjevno naticanje i gdje smo uspjeli protiv ruskog doprvaka, protiv finaliste ruskog prvenstva Momčadi Sibirijaka upisati pobjedu od 3:0. Mislim da to je jedna velika stvar općenito što za naš klub, tako i za kompletan slovenski futsal. A ta utakmica nas je jako potrošila, ta utakmica je, dali smo krajnje napore i na kraju već sutradan za 24 sata smo igrali protiv ekipe iz mađarske ekipe koja je isto tako vrlo kvalitetna, sastavljena od što Brazilaca, Španjolaca sa španjolskim trenerima, vrlo dobra ekipa i evo ekipa je smogla snage, iako je bilo jako teško. Na kraju smo ostvarili pobjedu od 6:2. Ovom prilikom još jedanput želio bi čestitati svojim igračima koji su zaista herojski odigrali ove te 2 utakmice i evo, još jedanput stvarno sam iznimno sretan i ponosan na njih. Sprva je torej Kujtim Murina spregovoril o tisti prvi tekmi, ki so jo dobili s 3:0 proti ruski ekipi, težka ekipa oziroma težek nasprotnik, težka tekma skozi celotno srečanje, na koncu povsem zaslužena in pa težko prigarana zmaga. Potem drugi dan nov obračun, ki je sledil z mađarsko ekipo, zmaga 6:2, kot je dejal Kujtim Murina, še ena težka tekma, na koncu zmaga in pa vse čestitke vsem akterjem, se pravi igralcem, strokovnemu štabu za uspeh, ki so ga upisali, torej uvrstitev med 16 najboljših ekip. Kako je bilo, nekako gremo na tisto prvo tekmo, tista prva, ki je ponovadi neznanka, ne veš kako odigrati, kakšen je nasprotnik, ampak pravi trud je bil iz vaše strani in na koncu povsem zaslužena zmaga, bi lahko dejali. Ja, mislim, da prvi polčas smo razbili Sibirijak, res smo bili boljši. Bile so prilike, tudi oni so imeli 3 dobre prilike prvi polčas. Sam mislim, da je naša želja, pa naši gledalci so nas dvignili in mislim, da prvi polčas smo zasluženo povedali, pa dokler so drugi polčas, ko so oni štartali z vrtarjem, mislim, smo se mi dobro branili, hvala Bogu, zadeli še 2-krat, da smo lepo tekmo pripeljali mirno do konca. Klemen, v polčasu 1:0, še povsem odprta tekma, bi lahko dejali, ne? Ja, v futsalu tudi, če vodiš 3:0, ne pomeni, kaj dosti hitro lahko dobiš 2 zadetka in tekma je spet odprta, tako da res, zdaj mislijo, da smo včeraj, ko smo zmagali 6:2, te Mađare si mislijo, da so slabi Mađari, ampak Mađari so bili zelo dobri včeraj. Tudi tukaj je bilo v polčasu 1:0, potem se je vse skupaj odločilo v drugem delu. Da, vodili smo 1:0, pa smo pa hitro prejeli zadetek na 1:1, hvala Bogu smo ga tudi hitro dali na 2:1 in da smo jih malo presekali Mađare, tako da pa srečno pripeljali tekmo do konca. Kaj vam pomeni igrati pred domačimi gledalci? To pomeni užitek, to ti je nekaj najboljšega, ker pride več domačih gledalcev, bolj užitek v dvorani, boljše vzdušje, vse to. To ne moreš opisati, to lahko tam doživiš. Zato je še toliko slajše slaviti pred domaćimi navijači. Pa ne, ja bi zaista još jedanput želio naglasiti i pohvaliti naše navijači. Naši navijači su nam bili snaga općenito, znači u prošlom prvenstvu gdje su dolazili na sve utakmice, gdje su nam bili jedan vjetar u leđa, veliki vjetar u leđa kad nam je bilo teško i oni su zaista naš nekakav onaj 6. igrač koji nam pomaže kad nam je teško. Tako da evo i u ove 2 utakmice davali su nam snagu, dolazi je taj nekakav još to bodrenje njihovo, sigurno da to svakom igraču, svima nama jako puno znači kada još dobijete tu potporu od njih. Igrači su tim više, onda još više ginu na terenu i ono sve što su radili u ove 2 utakmice. Se pravi, zahvala vsem navijačem, ki so dobesedno 6. igralec ekipe, dihajo z ekipo tudi takrat, ko ji ne gre, stojijo ob strani, zato še enkrat zahvala, kot že rečeno, njim in vsi ti bodo lahko jutri uživali, še enkrat, nimate kaj za izgubiti? Pa gledajte, da, znači sutra igramo utakmicu protiv zaista ruskog prvaka koji je sastavljen od izvrsnih igrača, od igrača top klase.
međutim to je za nas onako na neki način najlakša utakmica što nemamo što izgubiti. Međutim, ne idemo sa bijelom zastavom tamo, nikome ne želimo priznati da su bolji dok to ne pokaže na terenu. Vjerujem da ova ekipa ima jedan veliki potencijal i ja bih želio da upravo na tim utakmicama to i pokažemo, da budemo pravi na toj utakmici, da se onako sportski potučemo do kraja pa da vidimo kako stojimo i na kraju krajeva da vidimo kakva je uopće naša snaga u odnosu na takve ekipe, top ekipe koje ciljaju sigurno za naslov uopće evropskog prvaka. Se pravi, jutri še zadnja, tretja tekma, v kateri ekipa Dobovec Pivovarna Kozel nima kaj za izgubiti. Nekako pričakujejo športno tekmo, ampak da se dobesedno potovčejo vse do zadnjih sekund, da vidijo, kdo je boljši in da potem vidimo, kdo bo slavil še tisto morda zadnjo zmago. V tem tednu v Podčetrtku ruska ekipa pa je seveda favorit, gre za vrhunsko ekipo državnega prvaka Rusije in pa ekipa, ki se podekuje tudi za sam vrh v Ligi prvakov. To je verjetno darilo igrati proti takšnim ekipam. To bo najboljša tekma do zdaj v mojem življenju, ker to je ekipa, ki je pol reprezentantov igra za rusko reprezentanco. To so res igralci, ki so na nivoju, ki živijo od futsala. Tako da to je sanje igrati pred taki ekipi. To je verjetno, nekako bi lahko dejali v primerjavi s Slovenijo, drugačen svet. Zame ja, zimno res. Kaj je oziroma in kako jutri proti Rusom, kot je že trener dejal, nimate kaj za izgubiti, lahko pa vidite zdaj dejansko, kje ste? Upam, da bomo šli isto, kot smo šli prvo tekmo. Moško, da jih poštartamo in da si ustvarimo čim več prilik, da jim pokažemo, da se nismo prišli predati, da jim kakšen gol damo, da zmagamo in da dvignemo malo navijače. Med 16 ekip ste uvrščeni, to je bil vaš cilj, zdaj pa verjetno ne boste ostali pri tem. Valjda, ko bomo šli naprej v Ligi prvakov, valjda nam je cilj, da pridemo naprej. Zdaj bomo videli, kaj bo žreb pokazal, kjer ekipe bomo dobili. Sam, ker si med top 16 jih ne moreš zbirati med slabimi ekipami pa dobrimi, tam so samo še dobre ekipe. Se pravi, same dobre ekipe, med temi 16, 4 skupine bodo po 4 ekipe, kjer pa bo napredoval le zmagovalec. Znači da sad u ovom elite roundu koji smo uspjeli, znači koji smo se plasirali, idu zaista sve najbolje ekipe koje s područja Europe. Međutim, opet kažem, ponovit ću, vjerujem u svoju ekipu, vjerujem u sve igrače i smatram da imat ćemo još jedno vrijeme gdje ćemo se od mjesec dana, gdje ćemo se još pokušati pripremiti, popraviti još neke stvari koje se daju popraviti i idemo onda tamo, zavisi normalno od skupine koje ćemo dobiti. Međutim, želim da opet se ekipa razmišlja pozitivno, pobjednički i gdje god, da li ćemo mi biti kao domaćin. Klub najavljuje isto može mogućnost da će se kandidirati za domaćina elitne runde natjecanja. Nastojat ćemo svaku utakmicu, želimo pobijediti. To osjećam i kod svoje ekipe, upravo to jednu glad, jednu veliku motiviranost. Svi ti igrači su na jednoj velikoj sceni, tako da smatram da ta elitna runda će nam jako dobro doći i vjerujem da ćemo imati priliku igrati sa opet vrhunskim ekipama. Se pravi, priložnost bo za igranje znova z vrhunskimi ekipami, nekaj časa bo še za morebitne popravke, če se bo kaj še dalo popraviti v igri. Pri igralcih pa seveda trener prav tako v prihodnje pričakuje, da bo tista motiviranost na najvišji ravni, da bo vse super. Morda pa Podčetrtek oziroma klub Dobovec Pivovarna Kozel dobi znova organizacijo turnirja, kar bi bilo seveda super, ampak Podčetrtek ne bo več primeren za... Pa mislim da nije mogućnost Podčetrtek zato što UEFA nalaže neka pravila, neke standarde i mislim da dvorana u Podčetrtku nema mogućnost, mora biti mislim da minimalno 3000, mogućnost 3000 gledatelja, ova dvorana to nema mogućnost. Tako da traži se još veći nivo. U tom elitnom natjecanju bit će 16 ekipa, smještene će biti u 4 skupine po 4 momčari i samo pobjednici skupina idu na Final Four. Vrlo zahtjevno, vrlo teško, ali mi vjerujemo, možemo sanjati, imamo pravo sanjati i za to ćemo se boriti.
Točno tako, sanje so torej dovoljenje, verjetno pa se bo iskala večja dvorana, če bi seveda Dobovec Pivovarna Kozel bil klub, ki bo gostil omenjene 4 ekipe oziroma 3 in vse skupaj bomo videli seveda v prihodnjih dneh, ko bo žreb. Zdaj jutri verjetno povabilo vsem, ki še niso bili v Podčetrtku, da pridejo na to zadnjo tekmo, da vas podprejo. Ja, seveda upam, da enkrat napolnimo to dvorano v Podčetrtku, da res se v bistvu malo strašijo navijači Ugre, ki jih je prišlo kar dost. Tako da vsi so lepo vabljeni, da pridejo na tekmo, da nas podprejo in da probamo zmagati Ugro. Zaenkrat vse super, kaj pa reči o super pokalu in prepričljivi zmagi, prva lovorika je že pri vas? Hvala Bogu smo zmagali, neka nova lovorika spet v klubu. Mislim, da Litija je izgubila zelo dosti igralcev, so spet neka ekipa, ki je na novo sestavljena, rabijo še malo časa, da se uigrajo. Mi, hvala Bogu, smo jih zmagali. Kakšne so želje za celotno sezono državnega prvenstva? Ja, seveda osvojiti vse, kar se da. Tukaj prvo pokal, pa državno prvenstvo. Ni skrivnosti. Ste gledali zdaj verjetno že kakšne so druge ekipe, kako igra Litija, Maribor, kako so sestavljena moštva, kdo bo nevaren? Jaz zdaj še nisem kaj dosti pregledal nobenih tekem, ker je bilo samo eno kolo odigrano. Maribor mislim, da je igral proti Benediktu, ki je zelo slabljen, so jih zmagali 11-1. Mislim, da tukaj jih ne moreš kaj videti, kako so igralci pripravljeni. Koji cilji so torej jasni? Pa je, kao što je rekao Klemen, znači naši ciljevi su jasni, mi želimo svaku utakmicu, idemo na pobjedu. Ovom prilikom bih želio pohvaliti cijelu upravu kluba koja je ispunila i neke moje želje i napravili smo jednu jako dobru ekipu, kvalitetnu ekipu koja je sastavljena od odličnih igrača i jako dobrih ljudi prije svega, tako da ove godine želimo opet imati najmanju ruku, znači moguću ruku ponoviti prošlogodišnji uspjeh, a to je bila dvostruka kruna. Međutim, i moji igrači moraju biti spremni da upravo zbog ovog rezultata, da će sve ekipe biti jako motivirane protiv nas i bit ćemo na neki način jedna lovina i gdje će nas svi pokušati nam praviti probleme. Ima dosta ekipa u Slovenskoj ligi, sigurno Slovenska liga postaje sve kvalitetnija. Svakako je tu Maribor, Litija, Sevnica, Bronx koji će biti ekipe koje mogu konkurirati za naslov. Moji igrači su na to spremni i morat ćemo i na tim utakmicama voditi računa i o slovenskom prvenstvu i imati taj motiv i tu želju. Se pravi, cilj oziroma želja, vse skupaj je jasno, po krono tako v državnem prvenstvu kot v pokalnem tekmovanju, ampak seveda sedaj bodo ekipe še bolj pripravljene na Dobovec, še večji izziv, še večji motiv ga premagati. Tukaj sta Maribor, Litija, pa tudi nekatere druge ekipe, ki se bodo potegovale za naslov državnega prvaka. Kujti Murina pa se zahvaljuje vodstvu kluba, ki je nekako uslišalo željo oziroma sestavilo resnično dobro ekipo z dobrimi igralci, kot tudi samimi osebami, torej dobri ljudje zbrani pri pivovarni Kozel. Še dolga bo seveda sezona, naporna. Kako pa se vi počutite v tem klubu? Zamenjali ste okolje, prišli ste v Slovenijo iz Hrvaške, je vse v redu, vse super? Pa je, zaista uživam u Sloveniji. Da, bio sam prije u Hrvatskoj u svom klubu u Nacionalu koji nakon toga došao ovdje u Dobovec i mislim da je jedna jako lijepa priča. Prošle godine smo uspjeli osvojiti dvostruku krunu, osvojiti taj kup koji do sada Dobovec nije uspio. Na kraju završili i otvorili sezonu sa osvajanjem Superkupa. I evo, opet nastavljamo sa lijepim uspjesima na ovom nekako prestižnom natjecanju Lige prvaka. Ušli smo u top 16. Uživam zaista u Sloveniji, u svom klubu i u radu sa izvrsnim igračima i tako da jako mi je lijepo ovdje. Kujti Murina torej uživa v novem klubu, dobro se počuti v Sloveniji, potem ko je prišel iz zagrebškega Nacionala. Tudi veselje je bilo seveda v prvi osvojitvi naslova pokalnega prvaka, vse super. Kakšne so želje torej za to sezono pobrati, kot ste že dejali, vse, kar pride in pa nekako verjetno tudi osebno napredovati? Ja, seveda, osebno napredovati.
sezona pride čim manj poškodb, da so vsi igralci zdravi, da smo vsi na razpolago trenerju. Drugo pa upam, čim več treningov delati skupaj in da zmagamo čim več tekem. Kako se vi počutite, ko vam dirigira trener Kujti Murina? Zaenkrat zelo v redu. Z bogatimi izkušnjami, kar je za vas igralce dobrodošlo? Trener me zelo podpira v vsaki tekmi, zelo se ukvarja z mano, mi dajo vsaki trenutek na svet, tako da meni je to zelo v redu. Tudi vi lahko pokomentirate ekipo, resnično dobri igralci ste se zbrali in to se vse skupaj odraža na samem parketu. Ja, zelo veliko reprezentantov, ki so preigrali toliko pa toliko nogometa, imamo tukaj Čujica, ki je igral toliko pa toliko let zunaj na zelo visokem nivoju in on je pač glava ekipe. Tako da. Tudi Alen Fetic s svojimi izkušnjami? Tudi Alen, kot Rok, tako. Kot Puška, tako da, ki so res igralci top. Kaj dejansko se da storiti med 16 najboljšimi ekipami v Ligi prvakov? Tu so tudi tukaj zdaj proračuni, ki so v drugih klubov precej višji, igralci boljši, ampak imate pa veliko srce in verjetno boste stavili na to borbenost in malce športne sreče. Pa gledajte, sigurno da će moramo vidjeti prvo šta će biti sa 12.10. izvlačenje, da prvo uopće vidimo. Rekao sam, znači da je cilj bio plasman u taj top 16. Sada ćemo sigurno igrati sa ekipama koje imaju kud i kamo puno veće budžete u odnosu na nas, ali kao što sam naglasio, želim da igrači vjeruju da se možemo nositi sa svim momčadima. Svaki od nas ima taj u želju neki sportski uspjeh i da nastoji pobijediti u svakoj utakmici. Mi se nećemo predati, igrali protiv bilo koga, nećemo priznati da su bolji dok to ne pokaže na terenu. Kao što sam napomenuo i malo prije, mi sanjamo da možemo napraviti velike stvari. Ja mislim da ova ekipa je spremna za to, međutim svjesni smo i toga da trebamo jako puno raditi i da radom na treninzima budemo što bolji, što predani, a onda utakmice će donijeti svoje. Ja vjerujem da to možemo onda potvrditi kroz te utakmice. Ekipa je vrlo dobra, kao što sam već nekoliko puta napomenuo, međutim sada moramo vidjeti kako će biti na izvlačenju i ja se nadam nekoj dobroj skupini. Makar koliko može biti dobra skupina, tu kogo dođe je dobar. Tako, kdorkoli že bo dober nasprotnik, bo veliko je že, da se uvrstiš med 16 ekip. Seveda vse bo znano 12. oktobra, ko bo žreb, takrat bodo znani nasprotniki. Sanje so torej dovoljenje, želijo si še naprej, vse skupaj bo, seveda bo jasno tudi in znano kaj kmalu. Bi si želeli kakšno posebno ekipo, kakšno atraktivno? Moj Inter Movistar, da Ricardineta, da enkrat zaigram proti Ricardinetu, ker še nisem zaigral to. Da vidite te njegove mojstrovine, v katerih gledamo po televiziji. Katere sam v bistvu kreiram na računalniku doma, delam video o njem, tako da to mi je cilj. To so igralci, ki so resnično na nekem izjemnem nivoju. Katere ekipe so še tukaj, ki izstopajo, oziroma katere so tiste, ki se bodo potegovali nekako za sam vrh? Mislim, da v naši skupini je že zdaj Ugra, bomo Kajrat, pa Barcelona. Sporting, Benfica. To so 5 klubov, ki mislim, da bojo. So to vaše osebne želje morda kdaj priti v kakšno vrsto? Ja, mislim, da da ima vsak igralec željo enkrat zaigrati v tej ekipi, da dobi ponudbo, da bi igral v tej ekipi. Na kakšnem nivoju je po vašem mnenju futsal v Sloveniji, če primerjamo sosednjo Hrvaško, z Rusijo, Španijo? Mislim, da se Slovenija kar igra na zelo visokem nivoju futsal, zato ker v Sloveniji primanjkuje igralcev in ti že pri 19 letih igraš proti reprezentancem Slovenije. Tako da se v 2 letih lahko marsikaj naučiš v futsal. Kakšen je po vašem mnenju podmladek, je dovolj zanimanja? Mislim, da je premalo zanimanja. Mislim, da bi lahko mladi še bolj igrali. Pa mislim, da morajo nekateri igralci malo v glavi razčistiti, pa malo poslušati trenerja, pa bo še več igralcev. Kujtim, kako je primerjati Hrvaško in Slovenijo, kakšen nivo je? Pa gledajte, prije sigurno mogu reći da je
hrvatsko prvenstvo bilo može i bile su jače, bila je jače, međutim u zadnje vrijeme mogu sigurno reći da je došlo jako puno igrača u Slovensku ligu, da je Slovenska liga napredovala, da se ta razina futsala sve više i više diže. Teško mi je sada govoriti uopće o tome kakav je. Smatram da je hrvatsko prvenstvo sad unazad 2 godine, mislim da je pala kvaliteta prvenstva u odnosu, međutim mislim da imaju jedna i drugo prvenstvo neke svoje prednosti. Svakako ono što je zanimljivo u slovenskom prvenstvu da je i organizacijski jako dobro, da je dobra potpora što medijski, što mislim da u Hrvatskoj može to napredovati. S druge strane, u Hrvatskoj ima jako puno kvalitetnih igrača, u Hrvatskoj se dosta razvijaju ti omladinski pogoni, klubovi dosta pažnje posvećuju tome. Vjerujem da će doći i neke nove generacije, ali opet s druge strane želim pohvaliti isto i tako i slovensku reprezentaciju koja uspijeva uvijek napraviti dobre rezultate. Evo i na zadnjem europskom prvenstvu mislim da su se onako predstavili u jednom jako lijepom svjetlu. Se pravi, vse pozitivne besede tudi v našem prvenstvu, ki ima nekako kar precej novih obrazov, postajalo je kvalitetno, tudi dobri organizacijski odbori vseh klubov, pohvale tudi naši izbrani vrsti. Če počasi zaključujemo pogovor, dajmo še tisto zadnjo temo obdelati. Jutri zadnja tekma, torej povabilo vsem gledalcem na obračun z ruskim prvakom, magnet za gledalce. Pa da, evo, kao što ste napomenuli, igramo sutra protiv Ugre, Gazproma, ekipa sastavljena od vrhunskih igrača, od igrača ruske reprezentacije, najboljih ruskih reprezentativaca, Brazilaca, znači ekipa koja cilja za sami vrh na europski tron. Ovom prilikom želio bi pozvati sve gledatelje da nam dođu dati jednu veliku podršku, sigurno će nam značiti. Mislim da igrači moje ekipe, uključujući Klemena, zaslužili su jednu jako dobru podršku i da nam daju taj jedan vjetar, kao što sam rekao, u leđa, da se dobro pofajtamo sa tim Rusima. Znači, mi ćemo pokušati napraviti sve da na terenu poginemo i da ostvarimo jedan dobar rezultat. Tako, torej še zadnja tekma, magnet. Naj pridejo seveda vsi gledalci, da pospremijo to rusko Ugro. Resnično ekipa, ki se lahko bori za sam vrh Lige prvakov, odlični igralci, ampak domači bodo tudi prav tako naredili vse, da pa morda presenetijo favoriziranega nasprotnika. Zmaga bi bila senzacija. Zmaga bi bila senzacija, po moje bi bila dolga še sobota. Bomo prišli nedeljo zjutraj domov. Kdaj boste proslavili tole uvrstitev med 16, verjetno po soboti, boste malce odklopili, zadihali? Po moje malo sobota, ampak ne bomo mogli kaj dosti, ker v ponedeljek bomo mogli že na službo nekateri, tako da vse v mejah normale. No, ravno to je zanimivo, na drugi strani profesionalci, pri nas pa povsem druga zgodba. Zelo druga zgodba. Mi zjutraj moramo v službo, pa po službi na treninge, oni zjutraj lahko spijo, na dan naredijo 2 treninga, mi na dan lahko naredimo samo enega. To je razlika. Zato je ta uspeh med 16 se uvrstiti še toliko večji. Tako da so. Še enkrat čestitke obema, srečno jutri in pa veliko sreče 12. oktobra pri žrebu. Hvala. Pozdrav još jedan pod svim vašim gledateljima. Tako, s tem zaključujemo debato v futsalu, po oglasih pa nadaljujemo z drugim središčem. Včasih v življenju potrebujete le hiter dostop do bančnih storitev. Z mobilno banko Klikin lahko nakažete denar kar prek imenika, kadarkoli in kjerkoli želite. NLB za vse, kar sledi. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje.
Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Presodi. Reagiraj. Spremeni. Začuti. Izberi zdaj. Izberi hibrid Toyota CHR. Tudi v Celju, center Jager Celje, na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek v polno. Trgovine Jager! Takole, pozdravljeni še v drugem središču tretjega polčasa. V namiznem tenisu bomo govorili, namreč športniki invalidi bodo kaj kmalu začeli s svetovnim prvenstvom v Celju, nekako tudi v Laškem, kjer bodo bivali, trenirali, vse skupaj pa se bo s tistim prvim tekmovalnim dnem začelo 17. oktobra. Ja, res je vse skupaj zelo blizu in Damjan Lazar, vi kot predsednik in tisti, ki bdite dobesedno nad vsem, bi lahko dejali, da zdaj pa že nezadržno odštevate in vse skupaj je tik pred vrati. Ja, lep pozdrav. Seveda, mi smo v bistvu v tem projektu že dolgo časa, nestrpno nekako pričakujemo zdaj rezultate našega pripravljalnega dela, tako da v bistvu smo čisto v zaključni fazi priprav na svetovno prvenstvo. Nekaj malenkosti je potrebno postoriti še, ampak glede na to, da smo si vzeli čas za to, velik zalogaj, predvsem v logističnem smislu, smo nekako res v zaključni fazi. Kakšen zalogaj je to za Zvezo športnikov invalidov? Lahko bi dejali, to je eden tistih največjih projektov, ki je lahko v Sloveniji svetovno prvenstvo, tukaj bodo vsi najboljši in kdaj pravzaprav ste se lotili vsega skupaj? Jaz moram v bistvu nekako se tudi pohvaliti, čeprav je, da osebna hvala ne šteje veliko, ampak v bistvu naš organizacijski odbor je sigurno najboljših na svetu, kar se tiče priprave mednarodnega prvenstva v namiznem tenisu. To nekako potrjujemo z leta v leto s turnirji, ki so v majskem časovnem obdobju. Lansko leto smo imeli Evropsko prvenstvo, letos gostimo svetovno prvenstvo. To je skoraj da nemogoče, da se v eni državi v bistvu zgodijo tako dva velika pomembna dogodka v isti športni panogi. Tako da tudi ITTF kot naša krovna organizacija namiznega tenisa ima veliko zaupanje v to organizacijsko ekipo. Moram še v bistvu nekako naglasiti, da je to prvo svetovno prvenstvo po posameznem delu. Vedno je bilo to združeno z ekipnim, to je v bistvu prvo svetovno prvenstvo po posameznem delu. Vse skupaj je tik pred vrati, kot sva dejala, ogromno logistike, ogromno tekmovalcev bo gostila Slovenija. Že imate tisto približno številko, koliko jih bo? Ja, v bistvu mi imamo že kar natančno številko, ker nekako se v zaključni fazi priprava akreditacij.
tako da bomo gostili nekje okrog 680, se pravi, udeležencev. Govorim tukaj v tekmovalcev, spremljevalni ekipi, trenerjev in seveda tudi ta podporni del sodniški, ki je nujno potrebna. Nekje 322, mislim, da je igralcev na player listi, vsi najboljši na svetu. To je v bistvu na svetovno prvenstvo se ne more uvrstiti vsakdo, ampak je potrebna, se pravi, dosti visoko uvrstitev že na svetovni lestvici. Tako da v bistvu dogodek bo zelo velik, mislim, da ga ne bo moč ponoviti vsaj 10 let v Sloveniji. Če bo marsikdo vsak dan na poti Celje-Laško, bo lahko videl tudi ogromno oziroma srečal avtobusov, prevozov bo ogromno. Ja, v bistvu jaz bi mogoče tukaj leval v šali, upozoril Celjane, da ni Maribor prišel v Ljubljano, ampak da so to v bistvu posojeni, v bistvu najeti avtobusi, ki bojo v bistvu nekako prevažali športnike in trenerje iz Laškega v Celje, seveda tudi v Rimske Toplice, ker del ekipe bo tudi tam nastanjena. Mi smo v bistvu zakupili tako rekoč vse kapacitete, tako da bo Laško in Celje sigurno v utripu svetovnega prvenstva. Koliko potem pridejo približno stroški za vse te prevoze? Stroški so kar visoki. Jaz v bistvu ne bi čisto natančno številka govoril, ker se pogajamo, ne bi se rad znižal neke pogajalske pozicije, ampak dejstvo je, da več kot 20.000 evrov. Kar pa je resnično velik zalogaj. Ja, eden od, v bistvu, ker je veliko v bistvu stroškov. Tukaj moram pohvaliti tudi v bistvu nekako župana Celja, gospoda Šrota, ki nam je stopil v bistvu nekako nasproti in nam je po nekako nizki najemni ceni oddal tudi dvorano Zlatorog. Tako da se zahvaljujem tudi Celju, da smo dobro sprejeti in da bomo v bistvu na ta način promocije tudi Celju nekaj vrnili. No in promocija bo v Celju tudi jutri, v dopoldanskem času bo zelo živahno v središču. Tako, mi bomo v bistvu jutri imamo v starem delu mesta Celja promocijo, nekako opozorimo na Spint, tako se namreč imenuje to svetovno prvenstvo, kjer bojo lahko mimoidoči se nekako ustavili in pomerili z našimi reprezentanti, ki bojo nastopili na tem svetovnem prvenstvu. Naši sponzorji bojo poskrbeli za to, da bojo naši mimoidoči meščani lahko v bistvu bili deležni kakšnih nagradk. Naši namiznotenisači bojo podpisovali namiznoteniške žogice Spinta, tako da bo veliko v bistvu nekih dogodkov. Naša maskota bo poskrbela za najmlajše, da se bodo lahko z njimi nekako poigrali in poveselili, tako da pričakujem en tak poseben dan, kjer bomo nekako združili meščane in športnike v duhu svetovnega prvenstva. In jutri je tudi odprta kuhna, kar pomeni, da se bo igralo in jedlo. Tako, v bistvu mi bomo poskrbeli za ta, bi rekel, rekreativni del, zato da bodo v bistvu ta hrana in ne bo imela toliko učinkov in bomo v bistvu lahko skozi šport pokušali dve dobrote. In seveda največja želja v teh zadnjih dneh je nekako še približati ta dogodek, opozoriti, da se bo to zgodilo v Celju in da izkoristijo vsi skupaj, ter si pridejo potem nenazadnje ta mundial pogledati. Tako, jaz mislim, da v bistvu mi bomo poskrbeli, da bo to športni spektakel iz laser šovi, iz glasbo, iz moderatorji, tako da v bistvu bo en tak lep športni dogodek, vstopnine ni, se pravi, da je vstop prost, tako da lahko v bistvu od 9. zjutraj pa do nekako do 21. ure zvečer bojo v bistvu ti naši športniki pokazali svoje veščine. Seveda od 17.10. do 20.10. se bo to igralo. Mislim, da boste imeli kaj videti. In potem 21. verjetno si boste pošteno vdahnili. Ja, verjetno res pošteno vdahnil, sem pa prepričan, glede na ekipo, da zadovoljno vdahnil. Slovenska reprezentanca seveda tudi nezadržno odšteva, vi jo zdaj malce bolj tudi verjetno spremljate, v kakšnem stanju je, že kaj euforije? Ja, predvsem veliko trenirajo, trenutno je del ekipe na Hrvaškem, tako da se skupaj z našimi prijatelji Hrvati nekako pripravljajo na to svetovno prvenstvo. Mi smo tokrat se odločili, da bomo povabili nekako mlajše na ta velik športni dogodek, tako da nekako pridobivajo izkušnje.
vidijo, v bistvu doživijo ta spektakel in v nadaljevanju računamo, da bo to v bistvu nekako odskočna deska in tudi nekako motivacija za to, da postanejo še boljši. Predvsem pa si želimo, da mladi pokažejo v bistvu in željo in napredek na tem svetovnem prvenstvu, ker nimajo kaj izgubiti, lahko samo pridobijo. Prihaja tudi velesila v namiznem tenisu Kitajska. Ja, tako kot ste sami že v bistvu navedli, Kitajci so na tem področju zelo močni, zelo organizirani, seveda imajo tudi znotraj sebe dovolj konkurence, niso primerljivi z nami v tem smislu, ampak jaz mislim, da Evropa je kljub temu tudi v namiznem tenisu velesila in mislim, da bo iz tega naslova videti dobre in zanimive meče. Kako bodo izgledali še dnevi do samega začetka? Kaj je potrebno še postoriti? Predvsem v bistvu finalizirati neke stvari. V bistvu mi imamo 16.10. v bistvu otvoritev ob 20. uri. V bistvu mora ta protokol nekako steči. Morda je vredno omeniti, da se bo prvič v Slovenijo se pravi pridružil na ta svetovno prvenstvo tudi predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, tako da gospod iz Brazilije prihaja k nam na obisk za 3 dni, tako da bo tudi on deležen nekako tega spektakla. Potrebno je seveda narediti tudi program zanj, tako iz državne strani kot športne, in vse to so nekako naši izzivi, ki jih je treba detaljno izpiliti. Se pravi, vsi najboljši v namiznem tenisu, pa tudi iz vodstva prihajajo, dejansko tista prava smetana v Celju. Ja, tu v bistvu ni, kar se tiče namiznega tenisa, bodo vsi prisotni. Se pravi, kompletno vsi iz ITTF-a, nekako 13 oseb pride vodilnih z tega naslova. Tako, kot sem že prej navedel, država bo nekako zraven in tudi, se pravi, naša krovna organizacija, se pravi predsednika IPC-a. Tako da gospod Persson bo tudi nekako dvignil nivo tega prvenstva. Mize pripravljene, žogice dovolj? Ja, v bistvu žogic dovolj, mize pripravljene, nekako 36 miz bo v igri, tako da bomo igrali nekako in se ogrevali na 36 mizah. Imamo cirka 4000 žogic pripravljenih, najboljših kvalitet, tako da vse je nekako pripravljeno, 3000 kvadratnih metrov bo potrebno podložiti še v bistvu talne podlage, tako da nekako ekipe bodo 3 dni precej garale, da bojo to uspele zagotoviti. Nekateri so se pripravljali že pred tedni v Laškem, kjer ste poskrbeli za dobre priprave? Da, to je v bistvu Gorazd Svecko, ki je v bistvu direktor namiznoteniške reprezentance v Angliji, nekako že več let organizira te priprave. Tudi tokrat je bilo tako da je v bistvu bila zelo pestra, se pravi, mednarodna ekipa tukaj. Seveda pridružili so se tudi naši športniki, tako da so nekako še spilili tiste forme, nekako videli, kje so njihovi vrstniki, nekako konkurenca, na kakšnem nivoju je nekdo pripravljen, tako da vse poteka v smislu priprav na svetovno prvenstvo. Se pravi, povabilo vsem gledalcem, da pridejo na prvenstvo, sprva pa že jutri v središče Celja. Tako kot ste sami navedli, jutri nekako tak bolj zabavni del, seveda z nagradami naših sponzorjev, nek dogodek, kjer se bomo skupaj nekako poveselili in odštevali do večjega dogodka, seveda potem pa navijati in spodbujati vse športnike, ki so resnično s svojim v bistvu delom in svojo entuziastičnostjo do športa dokazali, da se kljub svojim invalidnosti da in zmore doseči sam vrh. Ravno to sem želel dejati, ko marsikdo dobesedno in po domače povedano pojamra, da ne gre, tukaj bodo lahko videli, kaj vse se da kljub zelo težkim boleznim. Tako, predvsem v bistvu ni konec sveta, je samo drug svet, za nekatere celo popolnejši, bolj zanimiv, z večjimi osebnimi dosežki in predvsem pa šport je tisti most socializacije invalidov v družbo, kjer se ga ne da v bistvu podcenjevati in spregledati. In pri marsikomu vidiš, kakšno željo ima šele potem, ko se mu kaj zgodi, do življenja, do igranja, to je predvsem zanimivo. Ja, predvsem emocije bojo velike, seveda negativne in pozitivne, vedno v športu nekdo tudi izgublja,
tako da verjetno bojo te emocije vidne tudi na samem prizorišču. Dejstvo pa je, da v bistvu naše svetovno prvenstvo tudi šteje v kvalifikacije za paraolimpijske igre. In to pomeni, da tisti, ki bojo tukaj uspešni, bojo že si nabrali nekako dobro popotnico za Tokio in s tem v bistvu bojo dosegli že prve cilje. Kdo so po vašem mnenju in iz kje favoriti? Predvsem odvisno od skupine, nekaj več morda Azijci na vozičkih. Kar se tiče pa stoječega dela, bi pa rekel, da Evropa in morda en del Brazilije. Tako nekako vidim v bistvu. Vse skupaj bomo kmalu videli. Damjan Lazar, hvala za obisk in pa se vidimo jutri v središču mesta. Hvala, vljudno vabljeni. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili naša družba. Vidimo se spet prihodnji petek ob 20. Vse dobro in lahko noč.